Smo že uživo? Ja, le. Že gre, kaj? Mislim, uživo nismo, ne? Ampak smo pa v, kaj se temu reče? Mislim, pač v ljubljanskem studiu številka 23. Ja, B2, studio B2. Tako. Na vzhodu Ljubljane. Ja. Ambicija je, da proti koncu leta, ker je zadnja redna epizoda, da jo poskusimo pač dejansko spraviti v 35 minut. Zdaj, če kdo to lahko naredi, mislim, da smo to mi 4, a ne? To so tako, te vladni pristopi, da tik pred volitvami to so ta prešer, ki ga na začetku porineš do konca z vsemi kampanjskimi obljubami. Pa rečemo, štopala, koliko časa ima vsak. Pa rečemo, hvala za razumevanje, pa brez zamere, a ne? Ja, kaj, želi kdo, preden gremo na resno delo, zdaj, ko smo se ukrepili z krasnimi suši pa sendvički, še kaj pripomniti? Bistro vodo. Ja. Ja, in rebulo. Še kaj povej, no? Ali smo prekin, pa čez 2 uri. Čakaj, 35 minut, resna stvar. Dobar, dajmo, ja, skratka, LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, v postavi še posebej ne politike, a ne? Tako, mislim, po 6 letih, Aljaš? 8. Koliko je že? No pa ti povej. Ti mojster številk, ne? Ja. Sem mojster številk. Ja. LDGD je podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno, še posebej ne politike. Naprej? V zasedbi Aljaš Pengov, Vitens, Radio Kaos. Ja, gled, ti spet 6 let za časom, tako dalje. Ja. Nataša Briški, Metina Lista, Antiša Koljan Privatnik in jaz osebno Andraž Zorko, tako kot strokovnjak. Odslej boš ti ta špica. Tako kot strokovnjak. Dobar, plan, dnevni red, proti koncu leta gremo, a se vam zdi čistko za intermeco, da se malo umirja, ali se je še okrepil? Ker december za vas naporen mesec. Izjemno. Bolj kot ostali. Ja, zelo preprostega razloga. Ker je zadnji. Kako mi čakaš, da je konc? Ker si utrujen od celega leta. Ne, čakaš, da bo vsega konc, ne imaš tisti neki tako svetlo luč imaš, ne, pred sabo, ki ni vlak, upam, če je nas protepne. Pa se pa najdejo vsi tisti, lahko sam še to, veš, en kup ljudi, ki bi radi nekaj zaključili za čuda pred koncem leta. Ja, proračun ne porabili pa to. Ja. Tega pa v resnici ni več toliko, moram priznati. A res? Jaz sem pa začela pri sebi opažati, da veš, ko je proti koncu leta pojmo na drink pred koncem leta še, da se je to začelo prestavljati malo na januar, ker je tu imaš decembra. Dej bomo v miru pa januarja. Vidim, jaz sem to zelo zreduciral. Ja, ne vem, jaz moram reči, da mi je včasih se veseli december začel tam 3. ne? Poje se je prestavil na 13. Zdaj je bolj na 23. Ja, ker zamika. Ja, včasih je bilo tako, da se je, kar se je do 15. tako maksimalno do 15. naredil, pa pač pijančevanje, ne, ob 2 popoldne na štantke. Pa prvomajskih bomo, ne? Tako, ja. Ne? Pač prvomajskih. Exactly. Zdaj pa ni, zdaj se pa dela, dokler so trgovine odprte, ne? Veš, do 24. popoldne, še zadnje maile pošleš, pa še vse une novoletne čestitke, ki si jih mislil pred Božičem, ne, pa pol moraš vse osnutke za nazaj predelati, pa reči vesele samo novoletne praznike, ne, ker pošiljaš pol 27. ampak... A jaz lahko sam nekaj še prosim. A lahko, Aljaž, narediš fotko tvoje beležke? Zakaj? Ker je tako umazana, to sploh ne vem. To ni umazana, veš kaj je, mokra je bila in je šla, pač nekoč je bila na državi. Zdi se, kot da je stara. Ja, ni, veš kaj je, dejansko je enega potovanja po Ameriki, ampak ni, to je dejansko sam voda, ki je... Zdaj še res mogo fotko. Pa koledar imaš noter, mislim, ko leta 75. Ko vojak, resno. Skrega leta je koledar? 12. No, vidiš, da je to nekaj starega. Dobre, ampak ker nas ne morajo ljudje, zdaj pač to ni video posnetek, ne vejo, kaj se dogaja, jaz predlagam, da gremo kar na redne točke dnevnega reda. A ima kdo kakšno pripombo, lahko tisto, kar ste omenili. A špica je že šla? A špica? Mislim, da je nekaj vmes bila, ne? A je bila? Okay, če pa ni, pa bo. Če pa ni, bo pa zdaj, ne? Nekaj od tega. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Upanje umre zadnje. Človekove pravice, takrat, ko so na škodo drugih, ne morajo biti edino zveličavno pravilo in vrednota. Da je ta kazenska ovadba plod razrednega boja. Nobeden problem.
bomo uredili božičnico. Sej ne rečem, niso čisto vse vaše ideje napačne, ampak veste, učinkoviti pa najbolj niste. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Naredimo temu konec. Dovolj je bilo tega. Skratka, na delovnem sestanku smo se zbrali, da predebatiramo pač stvari zadnjih 14 dni, še precej bode od vsega v ušesa in oči dogajanje z novo nastalo stranko Prerod in pozivi k sestankovanju, tako da mogoče bi kakšno o tem rekli. Potem pred nekaj urami, pred našim snemanjem, je veliko zmago dosegla NGO skupina oziroma iniciativa Zavod Inštitut 8. marec za to pobudo za dostopnost splava v EU. Mislim, da si, Aljaž, imel ti predlog še okrog šutarja, ne? Ja, da bi še to malo... Mi smo pač politično rokohitrstvo, ki ti potem invariably, z lepo slovenščino eksplodira v obraz. Tako. Pa vidimo, kaj še bo. Ja, če bomo kaj po točko razno. Pa predlagam, pa bo 35, pa bo hitro. Dobar, zdaj od zadnjega dogajanja, v prejšnji epizodi smo kaj od Prebiliča oziroma dogajanja okrog njegove stranke povedali. Takrat so se glih na nov naredili. Ja, mi smo ga že pokopali, ne? Mi smo rekli, da ja, ne, veš, kaj je bilo. Sprašvali smo se, zakaj je tak mir, a ne, plus... mi smo že kar se odločili, da se bo on seveda strinjal z pobudo SD-ja, da grejo skupno listo, vsaj najmanj, a ne, in smo že pokopali projekt in rekli, evo, edino pametno stvar je naredil, da je najdel izhod iz te zagate, v kateri se je znašel. No, pa že naslednji dan. Ja, ker snemali smo seveda 2 dni preden smo imeli tisti svet, na katerem se je pa ekipa sveta stranke Prerod rekla, ne, to pa pač povezovanje z SD-jem, vsaj ne kot skupna lista, ne, če sem prav razumela, ne bo šlo čez. Potem se je pojavilo po stranka generacij. Vlado Dimovski. Ja. Vlado Dimovski. Bivši Desus je to. Ja. Tako, no, je to pogorišče Desusa, ne? Pa tudi tam mislim, da ti so Desusovi posmrtni ostanki, skupaj z zombi stranko Dobra država, ki nikakor noče umreti. Ne? Ja. No, pol je pa prišel še nov moment v tej zgodbi in sicer je dobil Prebilič od sveta mandat, pazi, to moram prav prebrati, dobil je pooblastilo za poziv predsednici republike Nataši Pirc Musar, da pripravi srečanje vseh akterjev v državi, zlasti vsled zelo velikih geopolitičnih sprememb. Tako da predlagal je potem Prebilič sestanek šefov levosredinskih strank, češ razmere v državi so resne, grozi nam, da se Janša vrne na oblast in je povabil na politično kavo. Bom kar uskočil. Moja prva asociacija je bila za starejše občane med nami, verjetno se spomnite karikaturo Franka Jurija, ne, v Delu. No in pač takrat, ko je šla Juga k vragu, ne, je imel on eno karikaturo jugoslovanskega predsedstva, ki so bili oblečeni tako kot klasična južnoameriška hunta, ne, z sončnimi špegli in tako rekoč, pa veš, pa Vasi Topokovski, pa vse une. Džemperaš. Tako, ne, prav, stvari se zapletajo. Na Haitiju so izvedli puč. Pač, to se mi zdi tako. Približen tak stik z realnostjo. Tako, ne, pač od vseh možnih stvari, s katerimi se mora Vladimir Prebilič ukvarjati, ta hip, ne, je verjetno možnost, da bo ali ne bo Janez Janša na oblasti zadnja stvar, ki ga zanima, ne, ker njega mora... Ja, najprej zanima to, bo sploh prišel čez... Še ni. Skratka, kako se da, kako se še komu pojavila v mislih interpretacija tega, da mu je svet stranke takrat odrekel idejo o tem, da gredo skupaj z socialnimi demokrati, da je v bistvu svet stranke nastopil proti njemu, da je predsednik na nek
način doživel, ne bom rekel Nezaupnico. nezaupnico, ampak opa, Vlado, do tukaj le, ja, naprej pa. Ti si moj človek, vidiš, točno to. Okej. Ja, podpišem. Ne. A si hotel prej reči Združena lista? Ja, ja, se upravičujem. A veš, zakaj bi rekla, da ne? Zaradi tega, ker je Prebilič sam rekel, da je šel na kavico s Hanom, pol so se pa naenkrat začela pojavljati kako te ideje o sodelovanju na skupni listi. On je to rekel post festum. Ena kava, on je rekel... Mislim, zdaj, tako, Vladimir Prebilič je dovolj časa v igri, da razume, da ena kava ni samo ena kava, sploh v predvolilnem času. Očitno premalo. Ampak signal, ki sem ga jaz dobival, je tudi ta, da sta se ona dva že veliko zmenila, da sta pač računala na potem formalni žegen stranke. Čakaj, ali to zdaj ugibamo, ali to vemo? Mislim, tako, vemo ne čisto, ampak je pa to preko guessworka. To pač Čaršija je govorila, da sta se pač ona dva više manj zmenila, da je bilo treba pač pal detajlov zrihtati, ampak ker logiko pa stvar ima, v smislu preživetja zgornjega kadra, zgornjega ešelona preroda. Ampak to, kar je potem Antiša rekel, če je Prebilič računal na to, da bo se svet stranke postavil v vrsto in rekel, ja, šef, se to seveda ni zgodilo. Kar seveda pomeni drugo, da pravi Vladimir Prebilič nima te karizme, za katero on očitno domneva, da je inherentna pojavu novega obraza. No, jaz mislim, da si šel predaleč, Andraž, kaj ti meniš? Jaz mislim, da tle po eni strani Han pragmatičen, kakor je, on mal prekmal mogoče iztrčal. Za Hana vemo, on nima prav veliko vir, ko je treba sklepati kompromise ali pa karkoli, samo da si reši to si v smeti vrgel nekaj? Ja, seveda. Ja. Temu se zdaj tako reče, ja? Ja, pa malo vode mi bo dotočil. Skratka, za Hana to vemo. Prebilič na drugi strani po mojem je tudi že zračunal, koliko je 2+2. Ni pa očitno zračunal, kaj pomenijo pa vsi ti ljudje, ki so pristopili k njemu v zadnjem času, kjer je po mojem predvsem pomemben Grošelj. To so ljudje poleg njega, pa še ne par ex-LMŠ-jevcev, ki praktično, če se tle ne zgodi nekaj resnejšega, nimajo kam iti. To je njihova pa res zdaj dokončna politična smrt. In me preseneti na nek način ta odpor do tega. Pa mogoče res samo zato, ker je bilo vse skupaj malo prehiter. Ker za primerjavo, Levica pa Vesna so to počeli malo bolj zrelo, malo bolj postopoma. Najprej ideja, pa so počakali, da se bo usedla, da se ne bo usedla. Pa malo testirali. Pa malo testiramo tukaj, pa počakamo, kaj bo da ga rekel, pa tako naprej. Pa tako gremo pa se korak po korak. In so prišli do dogovora dovolj pravočasno pred volicami. Je pa še nekaj drugega. Tudi že sam koncept tega, kdo bi kaj vzel, a veš, Levica pa Vesna sta v malenkost bolj enakopravnem položaju kot SD pa Prerod. V tem smislu, da Levica ima neko infrastrukturo, ima ljudi, ima tudi že ene volitve za sabo, najmanj ene, če ne dvoje. In tudi... Troje v bistvu. Ja, tako, hvala. Pa tudi dosti jim prekriva se jim in volivni bazen in tudi področja, kjer so močni. Pri Prebiliču je bilo pa dejansko, se mi zdi, da če bi prišlo od tega, bi bil to escape plan za vrhuško stranke. Vsi ostali, za Grošla mogoče še, ker je dovolj eksponiran. Ampak tukaj je en kup drugih ljudi, ki, kot si rekel, je to pač the last best chance for survival, vse ostalo je pa piši kuči propalo. Večina ima dve stranki za sabo. Tako. LMŠ pa GS. Ja. Pa še LDS prej. Pa še kakšne LDS. Ja. Vprašanje... Ena od pojavnih oblik LDS, s temu rečem. Vprašanje, ki se meni pojavilo, je samo to, kdo je to procuril. A so to procurili SD-jevci, ki so rekli, vse en konvertito pa ne bomo imeli, ne glede na to, da imamo nizke standarde, ali so to procurili LMŠ-jevci, prerodovci, ki so rekli, nekdo zaračunal, če se pa to zgodi, pa zame ni več prostora. To je, če vsi na obrtniškem smislu, je to recimo še edina ta dilema, ki jo imam. Andeša, rekel je Prebilič, mislim, da bi bilo prav,
da vsaj v tem pogledu strnemo vrste in se poskušamo dogovoriti najmanj to, da se ne bomo medsebojno onemogočili. To je rekel potem, ko je par mesecev prej rekel, da z Golobom ne bo sodeloval, da ima težave s sodelovanjem z Levico. In po tistem ne smemo pozabiti, jaz to vsakeč znova upozorim, ne, ko je dobil on sporočilo od Matjaža Hana, ne, Vladimir, ne moreš pričakovati, da ti bomo trasirali pot na mesto predsednika vlade. Avtocesto. Kaj si pa rekel? Konkretno rekel, avtocesto rekel. Ja, tako avtocesto, ja. Skratka, ko je dobil tudi že negativen signal iz načeloma partnerske stranke. Ne? Tako da je že ves čas to, kar se zdaj dogaja, razumem in interpretiram kot neke vrste, ne bom rekel priznanje poraza, ne, ampak neko soočenje z realnostjo in lastno težo. Kaj ti, ne, kot je bilo tudi že večkrat rečeno. Biti eksponiran kandidat neke uveljavljene, tako ali drugače uveljavljene politične grupacije je nekaj. Ne. Oblikovati lastno stranko in za sabo potegniti ljudi, to je pa ena druga zgodba. Tukaj imamo primer Karla Erjavca, ki je bil nekoč kingmaker, danes je na margini, ne bom rekel marginalec. Danes v muzeju, ja. Ja, si ogleduje impresioniste, ampak skratka, hočem to reči, ne, da nastopati v imenu uveljavljenega kolektiva je nekaj, narediti samostojno kariero je pa nekaj Stranka pa drugega. nekajkrat teže. Pa se stank skliče za 22. december. Pa kdo ima čas 22. decembra za karkoli? A je obramboslovca? Midva z Andražem ne, recimo. Mislim, ne. pač, ne, Ti pa tudi ne, Nataša. Ker ste na obeleževanju dneva JNA. A ne. No, v glavnem... ampak, ja, sorry, kar povej. Ne, kar da izvolite. Hotel sem samo to reči, ne, da poleg mogoče drug misterij, ki je, me pa zanima ta mentalni proces njegovih handlerjev, ne, njegovih oblikovalcev kampanje. Ne, ker potem, ko dobiš gadno po smrčku, ne, ko ti tvoj lasten svet reče, da, kot si rekel Antiša, do sem naprej pa ne, je treba na nek način projicirati. Tako prav vidim, da se je nekdo usedel in rekel, ok, kje smo mi močni? In je rekel, v geopolitiki smo močni. Dajmo mi narediti en sestanek na temo geopolitike. In zdaj ti kar pričakuješ, da bo vsi rekel, Vladimir, dobro delo, noben se ni tega spomnil, starimo, kje si bil do zdaj. Ne. Škoda, ker nismo bili 2 leti v varnostnem svetu, recimo. Ne. Škoda, ker država ni bila, veš, ko bi se tudi sami na to spomnili. Ja. Jaz se 2 stvari spomnim ful doskrat, Antiša. Ti si ali v lanski ali predlanski sezoni, ne, verjetno ne bilo še prej, med enimi od volitev, ko si razlike med levico in desnico razlagal, si rekel, in je tako bilo, da se desnica kolje v opoziciji, ko je v opoziciji, ko pridejo na oblast, so strnjeni. Pri levici se kažejo ravno obratno. Ne? Oni se koljejo, ko so. Veš, zakaj se to sprašujem? Zaradi tega, ker ko gledaš te številke, ki jih ankete komu od teh na levi kažejo in strnimo vrste, sicer bo Janša prišel na oblast. Ja, če Prebilič par odstotkov ne dobi, ne bojo nič sestavljali. A misliš? Ja. Mislim, ne, sklepam na podlagi teh odstotkov, kolikor se zdaj valijo in vemo, da čez 3 mesece bo zadrgač. Vsaka dodatna stranka, kot je recimo tudi Prebiličeva, ki bo pobrala 3,9%, bo polovico teh odstotkov podarila desnici. To je dejstvo. Ni pa to še pa nujno, da pa ne bo seštevk se šel na levi. To je pa druga stvar. So 2 različna. Jaz mislim, računa. Da ko zdaj... Je pa verjetnost bistveno manjša. To pa je res. Tako, ne? Ker verjetno je težko pričakovati, 3 mesece, ampak da bi GS preletel na 41 ali pa na 31. Poslancov. Če zdaj rečem, da dobijo 31 poslancev, kdo bi še ostal, da je to možno? Ne. Okay. Mislim, manj verjetno. No, kdo bi še ostal, da bo, ko ima 10% SD trenutno v anketah, da bojo dobili 10 poslancev? SD je na 5. Težka. No, pol imaš pa še Vesno pa Levico in si na koliko? Ja, ampak to so predvolilni časi. Ne? Vem. Pa še nekaj, ne? Tukaj potem pridemo do vprašanja Logarja, kjer mislim, da tukaj je primarno stvar ponudbe in ne toliko ideološkega prepričanja. Da bo šla Levica v paket z demokrati. Zakaj pa ne? Lej, rada bi videla ta Misliš, film. da ne?
Mislim, ta film bi pa... Z Logarjem pa prej, z NSI. Levica misliš z malim L. Ne, pač obstoječa koalicija plus demokratija, ne vem zakaj ne. Oni bi šli, a bo šel Logar? Jo, kot sem rekel, tukaj je vprašanje ponudbe. To je pa po mojem ista situacija, ki je bil Gregor Virant. Okay. Gregor Virant, tam je bilo vprašanje ponudbe, v končni fazi je bilo vprašanje ponudbe. Jaz sem vedno bil prepričan, da je že Logar Janša 2.0 in da bo to po volitvah zelo jasno. Jaz pa vedno manj. Lik nasprotno kot jaz, ne. Lani sem ga dal še za nado leta, ne. Letos ga bomo imeli drugi rubriki. No, jaz pa ostajam pri tistem, kar sem govorila, ko se je odcepil. S tem, da ne smemo pozabiti spet, ne, da je Logar ob lansiranju te ideje in tudi stranke rekel, da če bo imel možnost, bo najprej segel na nasprotni pol politični. Ne. Ja. Pa čuj, mislim. Jaz tukaj mislim, da... bom rekel, meni je vse, ne? Njegova verodostojnost je v pitanju, ne moja. Ne? Tako da bo sam bo ravnal. Ne? Naravni zavezniki so mu definitivno na levi. Ja. Ja. Ok, pejmo na naslednjo temo, ki je inštitut 8. marec. Po 2 letih po zbiranju podpisov v Sloveniji, po zbiranju podpisov na ravni celotne EU in potem, ko so preskočili kar nekaj ovir ali pa kljukic na poti do glasovanja v Evropskem parlamentu, so prižgali zeleno luč pobudi, da bi bil, oziroma za pobudi za dostopnost splava v celotni EU, ki zares pomeni, da v državah, kjer to danes ni mogoče, kot recimo oziroma na Malti, bi pač bilo financirano iz sredstev EU, da ženske, ki želijo opraviti splav, to naredijo v kateri drugi EU članici. Zdaj ne bomo šli vsebinsko, ker to smo o teh stvareh tudi že zelo veliko govorili. Med drugim tudi vsaj eni, če ne 2 epizodah, Evropski četrti, tako da če koga to zanima, že lahko tja. Kakšne misli ob tem? Jaz sem na poti na to skrivno lokacijo poslušal o tem na radiju, tudi izjavo Nike Kovač, še kar euforično, da gre za zgodovinski premik v Evropi iz Slovenije, nekaj zelo, zelo globokega, je rekla. Sem pa ujel tudi to, da gre za v bistvu priporočilo bolj kot karkoli drugega in da bo šlo za prostovoljno odločitev posameznih držav članic, ali bodo sploh se tega poslužili ali ne. Tako da jaz vidim kar je veliko diskrepanca med tem, kako ona govori o tem, pa kaj je bilo res doseženo. No, predvsem mora Evropska pobuda, hvalevreden, da ne bo nesporazuma, absolutno. In zelo podpiram, da se nekdo iz enega društva, iz ene Slovenije spravi zbirati podpise po celi Evropi, da pride do milijona, da pride do Evropskega parlamenta, da pride do vse te procedure skozi klobok dol. Absolutno, klobok dol. Se mi pa zdi, da se malo pretiraval pomenu tega. No. Gre zgolj za to, da je bila v Strasbourgu potrjena pač resolucija, ki ni pravno zavezujoča, daje pa Evropski komisiji recimo da močan političen signal in kot takšno jaz osebno vidim. Ne. In to ne pomeni, da bodo ženske zdaj... Sam še enkrat dodal, absolutno klobok dol, da to je pa vzor, da se. Ja. Da se, tudi če si eno društvo iz ene Slovenije, najmanjše članice skoraj, najmanjši se da zbrati tistih milijon in prijatja in da se tam Evropska unija... Oni so naredili, kar se narediti kot NGO da. Od tle naprej je pa seveda še kaj vprašanj. To je velika stvar, kar je inštitut 8. marec naredil, v smislu organizacije, v smislu izpostavljanja te samo prevare, ne, da je v liberalni Evropi splav rešeno vprašanje in posod dostopen in tako dalje. In seveda tudi v smislu navigiranja vsega tega političnega močvirja, jaz na nek način te razumem, Andraž, ker smo velikrat, vsakič znova je nekako več rekla, na tem smo, da zgubimo, in potem so zmagali z naskokom na vsakem glasovanju, pa na ponovljenem glasovanju in tako dalje. Ampak tisto, kar je ta vztrajnost pri teh postopkovnih manevrih, ki jih je, da ne vem, če jih je vodila, vsekakor jih je pa zelo eksponirala ta skrajen del slovenske desnice v Evropskem parlamentu, na čelu z Matejem Toninom, ki se socialno gledano vedno bolj radikalizira, je ta bitka
njen rezultat ni majhna stvar. Ne? In večina, ki je bila v Evropskem parlamentu, daje tudi Evropski komisiji kritje. Sveda, mehanizem je prostovoljen, ampak mislim, da v 22 od 27 držav članic je splav urejen na način, ko je dostopen pod nekimi normalnimi pogoji, kar pomeni, da lahko danes 22 držav reče, evo, mi smo za basically no extra cost. Pa tudi, če jih samo pol je cilj dosežen. Tvoje mnenje, sej, imaš kakšno misel v tem, zdaj pač splav boš lahko delal. Mislim, povej, če kaj misliš, drugače bo pa tiha, ne? Točno tako si zdaj zgledal in tako je tudi rekel. Ok, gremo k naslednji temi. To moram povedati. Ne, bi se pa pridružil. No. Predvsem temu, kar sta rekla A in A, bo še tretji A povedal, ne, da je to velik dosežek, namreč to, da iz ene Slovenije, iz ene Rožne doline, ne, če še malo bolj zožim, ne, da dosežeš na transnacionalnem nivoju en tak dosežek, ni majhen dosežek. Ne. Daleč od tega, ker je zelo malo NGO-jev evropskih, ne vem, če so 3. Ne vem, ja. Skratka, zelo malo, ki jim je kaj takšnega uspelo. No, in ko ti štartaš v eni državi, kot je Slovenija, kjer moraš določen odstotke seveda zbrati po vseh državah, ampak kad ti Nemci, pa Francozi, pa ne vem, Italijani ali pa še kdo drug Skandinavci trkajo po vratih, se ta odpirajo majčkam bolj na stežaj, ko pride nekdo iz Slovenije. In je pa s tem nikako spet pokazala, kakšno mobilizacijsko moč ima ona in njeno društvo, seveda ni samo ona, ne? Ona in vse njeni kolegice in kolegi, kar je pa tudi svoje pozornosti vredno. In predvsem se mi zdi zelo indikativno, ne, kako je pri vsem haloju, ki ga je načeloma Matej Tonin zaganjal, potem, ko so izgubili, pa kar naenkrat, da se to brez veze, nepomembna tema. Ne. Drugorazredna tema. Tako rekoč šlo je samo show vote, itak se nič ne spreminja, bla, bla, bla. Ne, zdaj kar naenkrat pa zdaj ni važno. Tako da ne. Ja. Ali popošuje gadno. Jeste bogami. Ni se mu išlo, kot si je zastavil. Ja. Dobro, naslednja. Kot so ni tovornakom maske, ali kako je že. Kaj je že bilo na tovornaku? Kaj je že bilo tam? Ja, maske so bile. Nategnili so nas, je rekel. Ja. Tebe so nategnili. Iz Postojne se mi je še javil, ali za Vrtojbe, pa ga pa ni bilo več. Nategnili, na suho. Minister se je menil s kamionarji. Pa je pa naslednja tema, ne, okoli Šutarjevega zakona, kjer pa tudi, ko misliš že, da imamo stvari pod kontrolo, se izkaže, da jih spet nimamo. Osumljenec, ki so ga kar debelih nekaj tednov pridrževali, se izkazuje, da nekako mogoče pa ni. Zdaj so kaj, bratranca od njega? Ja, novega imajo, ne? Zdaj imajo novega in tudi, če prav razumem, nekih dokazov ni, posnetkov ni. DNK verjetno imajo, kar ipak je neka kriverjetno. Sam so rekli, da ni čist kvaliteten, zato ker so imeli poskuse oživljanja in je kontaminiran. Aha, skratka, že vemo torej, da bo to. Jaz sem to slišal, da vse, kar imajo, so izjave prič. Ja. Kar pa lahko je tako ali pa drugače in velikam. Če rečemo, da obstaja kar možnost, da bi na sodišču to padalo, se ne zmotimo. Jaz bi tukaj apeliral vendarle, da mogoče se mi izognemo pasti, pa projiciramo iztek represivnih postopkov, ne? Ker se mi zdi tega preveč. Že to, da so zdaj ga spustili, tudi že ugledni komentatorji govorijo, torej je šlo za grožnje in prisilo in ker so se priče potem premislili. Skratka, vsi vse vemo. Ne? Če kaj se mi zdi, je spet ta epizoda pokazala, da pač pravna država rabi svoj čas in zato, da ima svoj čas, rabi svoje postopke in da se je ravno ta politična ekspeditivnost, ki se jo je pač prvošil premier Golob, imela takrat funkcijo samo tega, da je preživel do naslednjega petka, dobesedno pač prosto po Siru Humphreyju, da politiki hočejo preživeti do naslednjega petka. Vsem ostalim se bomo pa pol ukvarjali in ta pol je zdaj. Še kdo kakšno misel? Okay, ti si enkrat omenil, da si danes ali očetov, ki si imel, da vidiš to, kot je to, ali pa si prej rekel, da je to bumerang, da se je vrnil ta. Jaz tega recimo ne vidim. Ker ne povezujem teh dveh dogodkov neposredno. Jaz jih zato, ker prva reakcija je bil varnostni teater.
To, da so specialci prišli tako, kot smo se pogovarjali, nekaj so morali narediti, to je bilo jasno. Tako, ampak ta nekaj je treba storiti, ali vsaj 50 riti je ključno in ta hitra aretacija, pa šuterjev zakon, pa zdaj vemo, kdo je. Vse se je pač šlo na... No, pa bi aretiran pred zakonom, to nima neposredno povezave. Ja, ni, direktno ima neposredno povezavo, zato ker smo zakon sprejeli zato, da bo imel zdaj policija še večje pooblastila pa tako dalje. Ja, ampak ta človek je bil aretiran pred tem zakonom. Ja, okej. Novi zakon s tem nima veze. On je bil pač aretiran, ker je bil tam osumljenec, da je pač on tisti, ki je storil to dejanje. Razumem, ampak zakon je rezultiral iz tega napada direktno, ne? Ja, ampak to, da je zdaj on spuščen, tle ne vidim povezave, ki je zdaj bumerang. Mislim, spuščen je bil zato, ker če razumem, tle pač pravna država, zdaj, hvala Bogu, tako seveda. Ni dokazal, da je on storilec, saj je dovolj velikih, da bi ga držali, so ga pač morali spustiti. Seveda, ampak bumerang v tem smislu, da zdaj bo pa vse drugače. Ker se mi zdi pač ta pristop tega omnibusa in tako dalje je bil, da zdaj pa mi, to bo pa zdaj clamp down, zdaj bomo pa mi red naredili, na kar se pač izkaže, da tudi če hočeš red delati, pa če nimaš glih neke avtoritarne države, se ti včasih stvari ne izidejo tako, kot javnost pričakuje. Še dobro, da je nimamo. Ja, res je. Meni se zdi, da ta zakon je naredil en korak naprej, da zdaj imajo malo več pooblastil za te primere, ki bi se v bodoče spet lahko zgodila, da se mogoče zaradi tega, ker je ta zakon, ne bodo zgodila. No, pa se stroka je ves čas opozarjala, da v bistvu vsa ta pooblastila organi pregona že imajo. Samo iz različnih razlogov jih ne izvajajo. Ali bodi si jih je premalo, bodi si, mislim, predvsem je to, da jih je premalo. Ali pa se ne odločijo za to, tudi to je ena od možnosti. Tako da ta opozorila so že bila, da zdaj delati nek nov omnibus zakon, pravna stroka v bistvu v veliki večini zavrnila to idejo. Ja. Je bil pa na koncu tak precej ukleščen od tistega prvotnega predloga. Kakorkoli. Jaz nisem bil te povezave, to sem hotel izpostaviti. Da sem vesel, da pravna država vse deluje in da ne podlegajo na noben način pritisku ulice. Kaj se je zgodilo? Naslednji dan, potem, ko so ga spustili, mislim, da je videti Čadonič Pelič. Golob mora odstopati, on mora odstopati, ne vem kaj. To je pritisk ulice, veš drugega. Če nimaš dokazov, da je človek v priporu, človek ne sme biti v priporu, pika. Pa mislim, bolite, kaj si misli ulica. Ja, mislim, da bo šla čez 3 mesece na volitve. To je problem. To je pa vse in kočljivo in vprašljivo. Če bi ga bolil, pol tudi omnibusa ne bi bilo. Ker eden od efektov tega je tudi to, pa pač kazenski pravniki opozarjajo, da zdaj, ko imamo mi vse neka logika je, ampak da so vse te stvari prekvalificirane iz kaznivega dejanja nazaj v prekršek, ki jih lažje procesiraš, so vsi postopki, ki so zdaj sproženi po znamku kaznivega dejanja, jih morajo tožilci opustiti, kar je pač nova kvalifikacija in pravno načelo je, da če se definicija spremeni v obtoženčevo korist, velja ta nova, za ta nova pa ni več, ne vem, ali je treba na novo štartati, ali ni dokazov, ali je drugačen za star, ali ne poznam čist premalo pravnika je v meni, da bi lahko sodil. Nimaš nobenih ambicij, praviš, da bi... Pravniških? Ja, ne. Da bi še to, da bi vzbudil kaj takšnega. Imamo dosti teh inkarnacij v enem od naših članov. Da je dovolj za vse. Noč nam rekel. Ne bom ga imenoval zdaj. Ja, in to je to, pa smo na 35. Res, kje pa smo zdaj? Kje pa smo zdaj? Zdaj smo tam približno, 31. Odlično. Čakaj, gremo zdaj na bizarke ali gremo na zadnjih 30? Imamo točko razno. Imamo, daj. Kaj pa je pod razno? Ne vem, ima kdo točko razno? Ne. Čisto nič vaju ne zanima. A spremljate kaj vidva politično dogajanje? To je spet december. A smo za to plačani? Dajmo, preden Aljaš kaj najde, a imamo vsaj kakšno dobro čaršijo? Preden Aljaš kaj najde. Ne, čaršijo pa res ne. Antiša, ti vedno govoriš, da nimaš nobene čarše, pa ugasnemo tele mikrofone, imaš si pa zakladnica. Nimam. Zato zadnje čase reč, ker gre pred koncem. Ja, sej. Sam danes ne bo mogel. Danes ne more. Čakaj, skratka, nimamo nič. Noben se ni poročil, nič ni otrok, nič ni prestopan v igri. Če smo že govorili recimo o temu klavrnemu poskusu konsolidacije drobižev na levi sredini,
Lahko menimo še, kako pa na desnici to delajo, ne? Tam, ko se to znajo videti, kot da skrat rečemo. A so tam kakšni drobiški? Ne, tam delajo lepo počasne. Kako je šlo? Prej smo govorili o Prebiliču pa Pahanu, a ne? Tle se je v podobnem času pojavila ideja SLS, NSI pa Lotrič. Se smo tudi že to omenjali, ne? Tako. No, a so oni kaj hiteli, a so oni kaj razgrajali, a so oni kakšne kave hodili? Ne, oni so sam vrgli ven idejo in zdaj čakajo in gledajo, kaj se bo zgodilo. Seveda verjetno gledajo tudi hegemona, kako bo reagiral na to, če si ni on vsega tega skrb zmislil. Kako bo Ata reagiral? Kaj bo Ata rekel, ne? Pa je bil mogoče z drugimi stvarmi zaposlen. Če si ni, ko se rekel, ne, mogoče celo on vsega tega skrb zmislil. Ampak, a veš, princip je čist drug, a ne? To se najprej vrže na mizo, pa se malo počaka. Kaj bojo rekli, uni. Nikamor ne hitiš, ker se ti nikamor ne mudi. Vse je še 3 mesece do volitev, vse je še dosti časa za listo sestaviti, a veš. Kje ti vidiš čarše v tem, kar govoriš? Ne, ni čarše, sem tem. Sem mislila, da bo kaj žmohtnega sledilo na koncu. Ja, ne, mene zanima se, kaj si mislite, ne, a bo to uspelo, je to kar nekaj, ne, a ker to se mi zdi, recimo, še malo večja nevarnost za levo sredino, kot v luči tega, ki si ti prej rekla, mogoče sem tam zamudil priložnost, da komentiram. Drobljenje glasov, pa kako se lahko to razporedi. Ker oni imajo to isto situacijo tle, ne. Če oni uspejo združiti NSI, SLS, pa Lotriča na skupni listi, ne, bo to definitivno več kot 4%. In to ne samo malo če 4%. Ampak komu bo to jemalo? Kaj? Komu bo to jemalo? Ne, oni prepeljajo not tista 2-3 SLS, ki bi spadala ven, pa 1-2 od Lotriča je enako skupaj 5% glasov, ki se drugače sporedijo pol, je njihovih. To je ta ključna razlika, ta matematika. Skratka, ti mi hočeš reči, da v bistvu NSI sam ne more sam priti. Bo prišel not. Jaz mislim, da razen če bi se ponovila 2-4, ko je Janša v izdihljajih tekme pozval, dajte vsi glasovati za SDS, če ne bo ne vem kaj spet. In pa je bil NSI tako užaljen, da niso nič rekli in so ostali doma in so ostali izven parlamenta. NSI, jaz mislim, da ima garantiranih 7%, 6-7%, tako kot vedno. Zdaj pa, imaš pa SLS, ki je na 3 približno, ne? Vedno tam ptiči zdaj zadnja leta, in imaš Lotriča, ki ne bo pogledal čez 2-3. In to dvoje, če ostane skupaj je 5. In to se deli pol, ko se delijo sedeži. Če se oni združijo skupno listo in pripeljajo vsaj 10 iz tega, kaj šele 12-13, vse ostane na desni. To je ta ključna razlika. Tle je ta matematika in zato je imperativ na levi, da se vsi ti drobiški skupaj povežejo. Ker to je edini način, da uspejo parirati desnemu polu. Mislim, še vedno se mi zdi, da pozabljamo na faktor resnica, ki bi znal, čeprav razumemo, oni imajo več odstotkov. Ampak to je čisto drugo volilno telo. Ja, ampak se pravi, ti trdiš, da so volivci SLS in Lotrič in tako dalje, da so to novi volivci, ki... Ne, niso novi, to je pač klena desnica sem, ko so se razbila. Vem, sem oni potem, zapravo na dan volitev, oni prej niso šli v nekem... Seveda so šli, ne. Nisi me poslušal, kolega. 3% bi SLS dobil. Tudi letos, oziroma 26, ne? Misliš? Ja, koliko jih je 4 leta nazaj? SLS pa ni dobil 4%. Ja, povežimo se, no, isti šmoren. Ja, skupaj so dobili 3,7. Ja, večina ti si bil SLS, no. Ja, ni bil konkretno večina. Konkretno je bil 0,5. Tam je, ti so bili SLS glasovi. Ti si bil, ja, pa kaj bi še ne dve stranke, ki si jih živ Bog ne spomne. Ti si bil, to je SLS. Ja, Kovšca, ja. Oni pa tudi kot malka Lotrič, veš. Gas, a ni bil on gas? Gas, ja. Sej, to je tako kot Lotrič. Sam Lotrič je mogoče mičkem bolj ugleden, pa bi prišel na 1,5. Prijeten gospod, a veš, da sem ga spoznala na športni, poznava se, veva tako, en za drugega. Prijeten, prijazen, me je ogovoril. Človek, ko se vprašaš, kam od tega treba, ne? Hvala, ker sem točno to sem hotel reči. Vse mislim, da sem v eni epizodi že rekla. Ko si tako uspešen gospodarstvenik, ne moreš, ne glede na to, koliko milijonov imaš, ne moreš priti v prvo vrsto velike prireditve državne v Cankarjevem domu, če nisi na kateri od funkcij. In to v neki fazi pač začneš šteti. Pol, ko imaš dovolj milijonov, da se ti z milijoni ni treba več ukvarjati. Pa potomce, ki skrbijo za biznis. Tako, in zelo uspešen biznis. Pol te začnejo pa druge stvari zanimati, sploh, ker nimaš 80 let, ampak si star, ne vem, 50 plus,
pa bi še 20-30 let nekaj S tem, da delal. to ni podjetje, ki se ukvarja kupujem in prodajem, Interexport svašta. Mislim, tukaj je, bom rekel, tukaj je že znanost v ozadju. Tako. Meni se zdi, da se tvoja matematika, mislim, razumem, kaj govoriš, ampak jaz ne vem, če se to na dan volitev pol to prevede v 2 pa 3, da je enako 5. Ker če bi to... Se ne nujno, ja. Ne, ampak še vsem bo več tistih odstotkov, ki bi sicer ostali zunaj in se delili na pol, ja. Bo prišlo na desno, kot na levo. Tem je point. Sploh, če bo na levi ostal pri tem, da bo prerod ustrajal do konca. Ja. Mislim, da se ne bo zgodilo, ker mislim, da mi je pa... Misliš, da ne bojo šli na volitve? Mislim, da če ima trohico pameti, pa logike ne. Zato, ker po Kaj tem manevru, ne vem, vsem bojo mogli nekam prestopati ali pa nekaj narediti. Ker, mislim, pazi, po tem manevru s kavico, ne, mi grede toliko dolg v eni bizarki, že dolgo nismo govorili v kakšni epizodi, takoj potem je šla podpora še dol, ne, že z tistih slabih 4-5, na katerih seveda je šla dol. Ja, izvolite, gospod. Ne, je šlo še na manj, pa ocena Prebiliča še nižji dol. Mislim, oni so v prostem padu. Že tako so štartali. Tako kot trener, ki sem ga že dostakrat omenil, neke košarkarske tekme, ne vem, kje je bilo v Krškem, ko so zgubljali 20 pik v polčasu, pa je rekel v Slačinci, fantje, slabo smo začeli, pa smo pa malo popustili. To je točno to. To je točno ta primer. In oni bodo mogli nekaj narediti. A vi verjamete, da bodo vsi ti ljudje, ki so tam ustrajali do konca in vedeli, da bodo zgubili na volitvah tako kot požar? Ja, mislim, oni ne morejo več nikamor. Ja, točno to. Ne? Ampak kar se po volivcev tiče, veš, je pa drugo vprašanje. In meni se sam postavlja vprašanje, če Prebilič dobi, ne vem, recimo neka relevantna 2%, se pravi nekaj, kar mu zagotavlja financiranje in životarjenje na državni ravni do naslednjih volitev. Kako se to potem pozna na zasedbi državnega zbora? Veš, a je to potem posledično ima Gibanje Svoboda potem zaradi tega več potem v razdelitvi, ali je ima potem relativno gledano desnica več? Ne, se vidi, kar debatirate, da se to bo pol zrezali, ker to res nobenega več ne zanima. Pod 4, ne? Ja. Potem gre te glasovi pol. Seveda. Ne? Jaz bi na to... Pa ni glasov. Pogre pa te glasovi bolj verjetno seveda levo kot desno. Ne? Jaz bi na to temo samo dodal, Andraž, trohica in ne trohica. No, se to pa jaz pa... Kle si me pa čakal, ne? Jaz pa moj na glasaki, ne, se vem. Tako da, dragi poslušalci, ki je zabolelo uho. Ker vem, da nas jemljete resno. Ki je zabolelo uho. Tega dela Andraževega izlaganja ne jemljite vreč. Jemljite s trohico. Ja, trohica je. Ja. Trohica, malvazija. Zdaj pa odskost. Tako so se deležniki prijeli, tako se je naslavljati prijeli, se bo že še prerod prijel in trohica. Ja. To bo zlati slovar. Ampak v žaru borbe je to bilo. V žaru borbe. Leon je vprašal, kje je ta logika oziroma kaj je na delu, da ko spremljaš rezultate, se tam on pravi pri 40% glasov, vzpostavil okvirni rezultat pri referendumu 53 za, 47, oziroma 53 proti 53 proti 47 za in pol se ni več bistveno spreminjal. Ja. In to, enkrat se te spomnim, ker si ti rekel, da je tudi pri anketah, da je na neki točki... Ja, vem, kaj misliš, ampak to ni povezano s tem. Pri anketah gre za vzorce, ker se s povečevanjem vzorca zmanjšuje verjetnost, da pride do večje spremembe v rezultatu. Pri referendumu pa ni point v tem, koliko glasov je prišlo, ampak od kje so prišli. Še posebej, kadar se glasovi bolj delijo ruralno, urbano, mesta, manjši zaselki in tako naprej. In kakšna je seveda razlika. Pri 53-47, zanj, ko se je tako začela, ne bi bilo možno, da se to še obrne. Če bi recimo prišli najprej glasovi, kot je bilo včasih znano, samo iz majhnih krajev, kjer se je rezultat najbolj obrnil. Ampak niso. Tako da v bistvu je ključno vprašanje, odkot so prišli glasovi, ne pa koliko glasov je že prišlo. A pa te podatke mi imamo, trgač, ki se spremlja? Se barvajo, na DVK-ju se barva zemljevid, pa točno vidiš, kje je že prešteto, kje ne. In s tistega se da hitro sklepati, da se bo rezultat še lahko obrnil ali ne. Leon, evo, to je to. Upam, da je bilo v redu. Bizarke. Čakaj, a ti imaš podatke? Bizarke, ja. Podatke imaš ti. Zdaj smiho niso. A si? Ja, imamo pa rezultate imamo. Rezultate še. Rezultate imamo, saj mislim, da je zmagovalci bil naprej jasen. Sam Tahi se ne spomnil, kdo ga je predložil. Mislim, da je. Pižama, ne? Tako.
Ne? In to ne Boštjan Gorenc, ampak Borut Pahor. tako je, vidi, kud je stigel. Se vidi, kud je stigel. Skratka, Ne on, Miška, vidi, Miška, kud je stigla. z naskokom. Z naskokom mislim, da je okoli... Je Kaj, okrog 70, 61, mečken manj kot 61% glasov, potem pa na drugem mestu pravica do gotovine v ustavi, drugi ki pa so, je za 0,03% točke premagala avtorico Črnuharjev in reakcije na Črnuharjev. Potem pa SDS versus Peter Gregorčič je pa na 7 dobrih 7 Statistiko meni, ne. Ta pa je kar zaresen človek. Nič cela, nič, 3 si rekla. Ja. En ima 17,82, en pa, en ima pa 13,79. Ne, sem videla 17. Te bomo tole vodo, ti bomo malo vzeli. Dajmo mečkano, kaj pa če bi se šli spregledati za očale? 3 bi pomenili, da smo imeli res velik vzorc. Ja, le imamo na 2 številki za ampak črtico. v redu, skratka, sploh nisem tesno in sem bil odličen drugi, medtem ko bi Antiša pred zadnji. Ne, sem bil prvi. A si ti zaznal to strokovno izrazoslovje, Nataša? Imeli smo 2 številkici za črtico, ne? To sta 2 decimali. Zato, veš kaj, kad ti ne moreš videti te prelepe razpredelnice, ki jo je Aljaš naredil, nekaj me bo glava bolela, toliko ne rabim. Ja. Skratka, čestitke, Draž, za drugo mesto, da niti ne omenjam. Tako visok, pa nisem bil že na 3 leta, po mojem. To zmagovalcem ne govorimo. In Antiša, ker si zmagal, seveda, poveš, kaj je tvoja politizarka? Tokrat bom pa se bom zatekel na Instagram, se mi zdi, ne? In v eno od galerij, ne? Po kateri se je pred nekaj dnevi sprehajal Karler Javec. Strašno naravno je vse skupaj izgledalo, ko je on prišel skozi tista vrata in potem je rekel, da gre gledat Groharja. In potem se je postavil pred sliko in je občudoval, mislim, da se javca, ne vem koga. Ne? Vrhunec. Ja, vrhunec slovenskega impresionizma ali nekaj podobnega. Kaj je komentiral? Mislim, da je rekel in jaz sem si mislil, kaj pa je tole, ne? Še usedel se je na klopco, tako spodvil si je rekelc. Ja. Spontano je bilo. Ja, tako malo res, tako Thomas Crown. tako naravno je bilo, ja. Tako spontano. To je bilo tudi močno pretirano. Se je sprehodil sprehodil se je do klopce. Ampak že parketu Narodne galerije, ta velik, v ribijo kosta, veš, ko malo škripa, ko hodaš, ne? Pa vse ful odmeva, pa rekel, pa z nekim takim napol tragičnim glasom. Vredno ogledane. Ali mu hočemo delati reklamo, se ne vem. Ja, pač politbizarka je, ne? Ti si Zgleda bil drugi, izvoli. Zgleda pa on na tem posnetku podobno, kaj jaz tle delam, kakor nek posnetek sem ga danes na nekem družbenem slučajno vzoril, kjer so ga ujeli na neki žurki v nekem lokalu ali kaj in so neki trubači okrog njega, ki igrajo na polno neko klasično trubaško godbo, za katero smo zdaj ponovno Ljubljani prikrajšani. In isti zaraz ima na obrazu, kot pred Groharjem. A res? Ja. Kaj pa jaz tle delam? Ja. Ivan Grohar, nekdo reče, kaj moram reči. Ja, on je iz vasi Sorica. Moja bizarka je nekaj, čemer smo govorili danes pol epizode. Kofetarica. Ja, kofetarica, ja, seveda. Ivana Kobilca. Ostanemo pri impresionistih, tako, kofetarica, hvala Nataša. Seveda, ta ideja Prebiliča in njegovega svetovalnega štaba o tem, da bodo povabili svojih 2,3% podpore vse veljake levo sredino na pogovor o tem, kako naprej in kako bomo zdaj ne drobili sil potem, ko smo ustanovili novo nepotrebno stranko in premagali Janšo. Koliko deleč od realnosti moraš biti, da ti kaj tazga na pamet pade. To je tisto, kar je tle res bizarno in kljub temu, da smo kot resno temo obdelovali, jo nominiram za bizarko. Kofetarica Prebelič. Kofetarica Prebelič. Položila si mi v usta. Dobar, jaz sem bila pa navdušena nad novico, ko si jo ti poslal, Andraž, v skupino. Med službeno zabavo so neznanci vlomili v avtomobile vojaških obveščevalcev in jim ukradli, berem, službeni telefon ter nekaj osebnih predmetov. Ministrstvo za obrambo zagotavlja, da pri tem ni prišlo do varnostnih tveganj. Tako da jaz, če to brez tveganja si ni težko predstavljam, kako izgledajo tveganja, pa v istem stavku, veš, da
vojaška obveščevalna služba pa vlomili v avto in da je to... Pa, če sem prav prebral in zdaj še enkrat slišal za službena vozila. Ja, in službene telefone. Tako je pisal, skratka... Na zabavo se oni pripeljajo s službenimi avtomobili. Če je službena, valjda, koliko pa? Kaj je službena zabava? Domov grejo pa s službenim taksijem, ne? Verjetno. Zavod niso šli, ker niso imeli dokumentov. Bi šli s službenim taksijem, sam se je Voluk zadnjič tam na Štajerskem prevrnil z rondoja, pa ga nimajo več. Skratka, niso nam grožnje... Tak prevoz se je klavrno končal, hočeš reči. Skratka, niso nam grožnje tuje obveščevalne službe, ampak te neki lokalni vlomilci z dobrim timingom pa slabim občutkom za plen. Tako da obveščevalci vlomljeni je moja politbizarka. To je res, kot slučajno, veš, so jim... Kaj lopov ve, da je to obveščevalski avto? Kaj otrok ve, kaj je 300 kg? Kaj pa otrok ve, da na ramo pa gre? Kako una dva, veš, v Zavrču, ko tudi kao nista vedela, da šla čez mejo, pa ne vem kaj. Ne? Brez kamiona ostalo. Ok, Aljaž, kaj imaš pa ti? Moja bizarka je pa šarcizem. Hvala. In njegov rent proti Vladimirju Prebiliču, ki ga je rekel, da to ni samo vzgajanje kave v domačih okoljih, ampak da je to vzgajanje pomaranč na Antarktiki. Investiranje v nasad na pomaranč na Antarktiki, da je to Prebiličeva strategija. Pač bizarka v tem smislu, da pač ne je Šarec končno spet nekaj tazga vam vrgu, ki je pač širše omembe vredno. Hkrati pa seveda to dosti postavil v kontekst dejstva, zakaj se ta dva človeka nista pogledala, niti pogledala se nista, ko smo bili zadnje slučajno na istem avionu. Jebo vas do konca moram čakati. Ja, veš, da naš ti prečasno šla, ne? Skratka, zadnjič sem bil na avionu, sem šel čez Cirih v Ljubljano in ta dva lika tudi očitno iz Brusla, ne? Čez Cirih, sreda je bila, se mi zdi. No in tako, veš, pač v ista vrsta, sam vsak na svojem koncu tega hodnika, ne, kaj je to ajal, ne, tudi pogledala se nista. Ne? In tako pa to vidiš, že v redu, ne, se pravi, ni se sam meni zdel, ne. Tako da, evo, Šarc in njegov nasad pomaranč na Antarktiki. Nasad Antarktik na pomaranči. Ja. Zdaj, ker si že Instagram omenil. Ampak ključno vprašanje je bilo, če se znaš, da niste pogledala, a sta tebe pogledala? Šarc me je, in celo neki pokimal, ker vendar smo delali en LDGD specialko z njim. Niste šla poklepetati? Ja, ne, veš kaj, pač to je tiska si tam na unem v živinskem vagonu, ki te pač preganjajo, te pejte tamle na vaš 72. vrsto, tamle na koncu premikite se. Z rajo je potoval? Ne, on je bil v biznis klasu. Ne? A se vam tudi dogaja to, da vas kakšen politik kar pozdrav, čeprav niste imeli stika z njim? Ja, danes sem je, ki si ga že omenjala, danes se mi je to zelo trečen zgodilo. Se dogaja, ne? Ja, ker te vidva pa kar malo pokima, ja, dober dan, ja. Ja. No, ampak ja, skratka, una dva pač tako tudi pogledala se nista. V redu, super, imamo 4 krasne politbizarke, vesel na veseljaku, pa če bi imeli 5. človeka, bi mogoče pa tole imela, ne? Ta je pa skozi spadil, ne? Častna omemba. Ja. Računsko sodišče, skoraj evropski komisar, eto ga zdaj na veseljaku. Skoraj predsednik vlade, ne? Tako. Spremljevalec od Starlete in... No, da čak, o Saški Ledero pa nič slabega, prosim. In voditelj oddaje na TV Veseljak. Karierni dosežki. A je TV Golica? Mislim, da je Veseljak. In Karel Erjavc, njegov prvi gost, ne? Lih to sem hotel zdaj reči. A se vi spomnite, koga vse so nam ponujali kot mandatarja? Ja. Ja. Oba. Da tretjega JPD ne omenjam. Ne? No, dobro, pač. Tam je tudi zanimivo. Ja, tam je tudi zanimivo razpleta. Pomagaj še dobro, da imamo volitve vsake 4 leta. Pač eksponentih renminbijev ali kaj so že kitajska valuta. Ja, dobro, gospodje, kaj? Častna omemba Veseljak in smo pri zadnjih 30. To je torej zadnja redna epizoda v letu 2025, s katerimi besedami jo boste pospremili? Čustvenimi. Ja, s čustvenimi. Krenula nam suza, bi rekel Aljaž. Kaj imate za zadnjih 30? Jaz bom enkrat za spremembo nekaj priporočil. Ne, res ne. Pred dobrimi 30 leti
je bil na sporedih film, ki se mu je reklo Nedokazana krivica. Se spomnite tega? Harrison Ford je igral Greta Skaki. Se spomnite tega? Angleško, Presumed originalno. Innocent. Hud film. Hud film. No, zdaj je na Apple TV je na voljo 8-delna serija. Ne bom izdal seveda ničesar od razpleta, ampak tudi vredna ogleda. Presumed Innocent igra Jake, kako se izgovori? Gyllenhaal. Res? Ja, čeprav je ta druga. Don't complicate. Work with me. Ja, ok, Gyllenhaal. In je tako, on je igral vlogo, ki je igral v filmu Harrison Ford. Zelo, zelo v redu. 8 delov, lih prav dolgo, lih prav kratko. Ok, cool. Priporočam. Nice. V principu sodna drama. Tako. Ja. Jaz sem izkoristil trenutek, ker je pač zadnja epizoda v sezoni in se vam zahvalil vsem po vrst, začenši z vami tremi, ki prenašate moje intolerančne izpade ob točnem prihodu na snemanje ali morda celo ne prihodu. Nadaljeval z vsemi poslušalkami in poslušalci in se upravičil tistim, ki jim nisem odgovoril na vprašanja, ki so prišla, na katere smo morda včasih pozabili. Ni bilo namerno. Z veseljem in ne vas to ne odvrne od tega, da še kdaj pošljete lahko kdaj imamo vprašanje, posebej epizodo, s odgovori na vprašanja. Ja, in na koncu seveda tudi, kot se spodobi družini, še posebej mojima zlatima hčerkicama, ki sta zelo ponosni na to, če jo oče ki omeni, kaj šele, da se vidi kakšna njuna fotka, to se seveda ne bo zgodilo, ker potem imate občutek, da sta slavni. In celo občasno poslušate in veste, kaj pomeni LDGD in seveda moji dragi zaročenki, brez katere bi imel pol manj idej in stvari zapovedati sanje s tako energijo, kot jo imam zdaj. Hvala vsem. Kako lepo. Ja, izvoli, Aljaž, ker jaz sem si prav napisala pol zaključek, ki bo nadaljevanje. Kjer datum je danes? Mislim, datum objave. 19. Skratka, še 1, 2, 3, 6 dni je do Božiča, 5 dni do Božičnega večera. Za vse tiste, ki imate težave z kontaktiranjem Božička, Dedka Mraza in vseh ostalih bradatih mož in obdarovalnih organov, če v teh prazničnih veselodecembrskih dnevih podprete Metin na listo, podprete LDGD, vse naše podcaste. Lega, zdaj pa keške, zdaj pa tako v cerkvi, na konc pa je tako, nabirka. Če se vam po vseh stroških še kaj Ušica je prišla. Veš kaj? Pa neč kovančko not, ker se bo po celi slišal. Kar bankovčke, prosim. Kaj lepo s avtomati. Ste videli, une dal pa tarjavga. Trdečih tle ne spremamo, to vemo, a ne? Ti, a misliš, da se to puščo da dobiti, da imamo živo snemanje, da snimamo? Se vi? Zikr imaš Mater, smo polni dobrih idej. Accessories pa to, To vidim, da smo Ja, to bomo ampak ker bomo imeli kakšen social distancing, bomo dali na uno, to dolgo, veš, za obirati sadje. A ti vidiš, kakšen lisjak je? Komercialist, ne? Ker jaz sem po prvih par sekundah sem čakala, evo ti ga nov del Star Trek. Vidiš? Finta v levo. Skratka, če vam je predanje. Ja, vidiš. Imate kaj? Imate kaj za pusta hrusta, ne? A veš, če vam je Star Trek je žrtvoval Štefi, Star Trek, a ti krenula suda, ne? Mislim pa prosim te lepo, spet ne bom mogla speljati. Če vam je po vseh darilah in temle, če vam je ostala, če je kakšna žurka, na katero morate jeti, pa ne veste točno, kaj bi prinesli, donirajte Metini listi, cenik je objavljen za donacije. A lahko nehaš točiti to vino, no? Pač podatki so na metinalista.si. Pari štumfov so jako udobni, sploh če imate več kot enega. Vsekakor pa hvala, ker ste bili z nami tudi v letu 2025. Tudi naslednja epizoda bo carska, to vam že zdaj povem, ker jo bomo že snemati takoj potem. To se sploh ne bo isto večer posneti. In ker bojo naslednji 3 meseci divji, se bomo mi pač potrudili in držali tempo. Tako da srečnega pozdravga. Koliko lepo Tehle zadnjih 300 je bilo
Tako lepo znate. No, jaz sem si pa tudi pač zabeležila kot piflarka v skupini. A je kdo od vas veljal za piflarja? Antiša? Ne. Ja, še dvignil roko. Dejansko si? Ja. To sem bil tepen zaradi tega. Ker je konec leta pač, da bi v naslednjem letu vsaj kdaj rekli, namest vsi so isti. A ne? Da bi si vzeli minuto več. Antiš je krenula suza, jaz še čakam. Da bi si vzeli minuto več za dvom, za vprašanje. Dej pet ven. Za vprašanje in preverjanje in da bi bilo manj minut za avtomatske klike, delitve in zgražanje. Ne? Da bi ob vsem kaosu ohranili radovednost, ker brez nje ni dobrih vprašanj in ne dobrih odgovorov. Da vas politika ne bi spravila v apatijo, cinizem ali v komentarje, zaradi katerih ti je potem nerodno. In se od njih distanciraš? Tako. Posebej od lastnih komentarjev. Da bi znali ločiti med tistimi, ki imajo moč in tistimi, ki imajo samo mikrofon, kot mi, a ne? In da bi se ob vsem skupaj kdaj tudi nasmejali, da je to v LDGD stilu, ne? Ker seveda humor ni beg pred resnostjo, a ne? Ampak je pač način, orodje za preživetje. Zdaj pa, če pa sem še majčkeno sebična, bi pa želela, da če mi želi kdo kaj podariti. In pol mene zabavaš. Če mi želi kdo podariti, pa se ne bom branila kakšnega seznama dobrih serij in filmov, streljač in vohunskih vojaških. Če ima kdo kaj. Skromno. Tole zadnjih 300 000. Ja. Pa umiri pokončni božični film.